Tako da dobrodošli. Moje ime je Lisa Mislej Vončine. Jaz sem drugač profesorica angleščine pa nemščine, no, ampak sem pa ustanoviteljica Razturi na maturi, Razturi na PZ in nedolgo nazaj še ene nove aplikacije za učenje WiseEd. Se pa že zelo dolgo časa ukvarjam, no, z poučevanjem, z pripravo na maturo, na NPZ-je, tako da imamo res že zelo veliko izkušenj na tem področju in jih z veseljem pač tudi delim s starši, ki mislim, da zelo prav pride, no, da take informacije lahko nekje strnjeno dobite na enem mestu. Tako da jaz mislim, da najboljš, da se kar lotimo vsebine. Tle sem pripravila malo, da vidite, kako no, bo danes vse skupaj izgledalo. Se pravi, najprej si bomo samo pogledali nekaj informacij o NPZ-ju 2026. Kaj NPZ dejansko preverja, kako se lahko otroci oziroma učenci pripravijo nanj, kako jim starši lahko pomagajo, kakšne so najpogostejše napake pri pripravah na NPZ. To se mi zdi, da je kar tako srednji del danes. No, tle boste res najbolj zelo konkretno dobili uporabne napotke, kako se lahko pametno pripravijo, kako si lahko splanirajo učenje, kako se lahko lotijo vsega skupaj. In na koncu absolutno, če bo kdorkoli imel kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovorila. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje že vmes, lahko napiše v chat oziroma Q&A. Jaz sicer vmes ne bom gledala, ker potem samo zgubim rdečo nit, ko govorim, tako da bom pa na koncu na vsa vprašanja odgovorila, tako da jih komoč sprot napišete, ob koncu si pa bom vzela tudi čas, da na vse odgovorim. Predvideno bo webinar danes trajal pol urce, oziroma odvisno, koliko vprašanj boste imeli na koncu in koliko se bomo še zadržali. No. Tako da to je to, zdaj pa mislim, da najboljš, da gremo kar na vsebino. Glede NPZ-ja 2026, se pravi NPZ, vsi vemo, da je pač nacionalno preverjanje znanja in da je to standardiziran test, se pravi, da ga vsi devetošolci pišejo, ga tudi tretje pa šestošolci, no, ampak ta NPZ v 9. razredu je nekako ta glaven oziroma najpomembnejši. Zakaj je najpomembnejši? Zaradi tega, ker rezultat lahko vpliva na vpis na srednje šole. Se pravi, če bo na tisti srednji šoli, gimnaziji, kjerkoli, kamor se je učenec vpisal, če je tam omejitev vpisa, se štejejo, potem grejo gledati tudi rezultate NPZ-jev, kar pa na marsikateri šoli je, no, tako da je kar pomemben test. Piše se slovenščina 23. marca, potem se tisti tretji predmet, ki ga ima pač vsaka šola drugega, se piše 25. marca in matematika se piše 31. marca. Zdaj, o NPZ-jih ima marsikdo svoje mnenje. Večina mnenj je negativnih, jaz bi pa danes vsem predstavila obe plati in kaj so pozitivne plati NPZ-ja in kaj so negativne plati. Predvsem se mi zdi pomembno, no, da se osredotočimo zares tudi na pozitivne, ker ja, pač nimamo izbire, NPZ je treba odpisati in je velika razlika tudi, da mi doma svojim otrokom predstavljamo to kot joj, nekaj groznega, nekaj brezvezenega, zakaj to sploh obstaja, to je kar nekaj. In že ta odziv, ki ga mi kot starši imamo na take zadeve, lahko močno vpliva tudi na odzive oziroma misli, ki jih imajo otroci do teh izpitov. Tako da jaz mislim, da je pomembno, da si tudi pozitivne plati pogledamo in jih tudi svojim otrokom predstavimo, tako da če kakšni učenci tukaj še zraven gledajo webinar, poslušajte tudi to, da boste videli, da so tudi pozitivne plati NPZ-ja. Pa itak je svet lepši, če ga iz pozitivne plati gledamo. Tako da NPZ je standardiziran pregled znanja. Pač da neko relativno realno sliko znanja v pač našem šolskem sistemu, medtem ko testi, ki jih pa sproti v šolah rešujemo, se pa lahko zelo razlikujejo. So različni učitelji, profesorji, vsak ima nek svoj sistem
vsak na nek svoj način te zadeve preverja, in tukaj pa res vsi pišete ob isti uri, na isti dan, isti test, iste pogoje imate, tako da lahko pač pokaže neko realno stanje. Um, Je tudi lahko zelo dobra povratna informacija, ne, za naše znanje, se pravi, da se vidi, kje učenec razume snov, kje so neke vrzeli, kako se je pripravil na to in tako naprej. Se pravi, nek tak celosten pogled na vse skupaj. NPZ je tudi v bistvu dobra vaja za vse, kar kasneje pride, a ne. Pride matura ali pa pridejo kakšni sprejemni izpiti ali pa kakršni koli pač stresni preizkusi tudi v službah. Vedno, a ne, se nam dogajajo take stvari, tako da je fino, da pač se, a ne, počasi in sproti pripravljamo na take situacije in na vsak, pač zdaj, če je NPZ prvi tak preizkus, je to super priložnost, da se začnemo pripravljati na take zadeve, in če se dobro že na tega pripravimo, potem je vsak naslednji tok lažji, a ne, tok manj stresen, ker vemo, ok, to sem že speljal, to je šlo v redu, in se lahko potem tudi veliko bolj mirno na vse naslednje stvari pripravimo in smo mirni pred njimi, oziroma nam ne povzročajo več toliko stresa. Naučimo se tudi upravljati čas, neko zbranost ohraniti, delati mogoče pod pritiskom, a ne. To so vse take stvari, ki se jih pač tekom življenja naučimo, in ja, prej ko se navadimo takih stvari, boljš lahko funkcioniramo v takih situacijah. NPZ je lahko tudi priložnost za nek osebni napredek, a ne, se pravi, tukaj otroci res vidijo v prvem testu, se vidi pač, koliko nekdo zmore, kaj lahko naredi. Ni mišljeno, da se z NPZ-jem primerjamo z drugimi, ampak lahko to pač vzamemo kot nek tak checkpoint za lastni napredek. Absolutno ima tudi negativne plati NPZ, a ne, za marsikoga je to velik pritisk. V bistvu, glih to, kar sem prej govorila, da ga lahko na pozitiven način vzameš, ravno zaradi tega, ker učenci s tem še nimajo izkušenj, je lahko pač to, da je to nek poseben test, se pri komu pokaže kot precejšen stres. Tudi iz enega testa seveda ne moremo zvedeti vsega. Vemo, da pač včasih nam kakšna stvar spodleti ravno zato, ker pač ne vem, imamo slab dan ali pa karkoli, nam nekaj ne gre, in en test je slab pokazatelj za res vsega tega, a ne. Hkrati pa tudi ne meri vseh sposobnosti, a ne. Tukaj se pač, ja, so različni predmeti, se preverja različna snov. Absolutno vse, kar pride pred tem, ne, se pravi, kako se učimo, kako nam neko kritično mišljenje imamo razvito in tako naprej, ne meri pa naprimer neke ustvarjalnosti, vztrajnosti, ne meri truda, ni zagotovilo, da če se ti ne vem koliko ur učiš pred NPZ-jem, da ti to zagotovi neko super oceno, a ne, tako da ne preverja absolutno vsega, ampak je pa pač nek tak splošni izpit. In hočem samo to povedati, da NPZ ni sovražnik ali pa cilj sam po sebi, je pač neko orodje. Zdaj, če ga vzamemo kot neko informacijo, kot neko priložnost za učenje, je lahko to zelo koristno. Če pa pač si naložimo gor preveč enih čustev, pričakovanj, lahko pa dejansko naredi več škode kot koristi. V bistvu je pa priprava tista, ki pa lahko naredi razliko. Tako da to, da ste danes vsi tukaj, je že zelo dober znak, da ste ga bolj vzeli kot informacijo in priložnost za učenje, kar je super. Datume smo pogledali in ja, ni načeloma NPZ blazno težek test. V bistvu je res pomembno, kako se nam pripravimo. Ponavadi so testi v šoli, a ne, pri specifičnih učiteljev, in tekom šolskega leta težji kot ta na koncu. Isto velja za NPZ, tako kot za maturo na koncu. Ampak ja, ima pa pač vse te faktorje zraven, a ne, kot en tak pomembnejši test, da se je fino dobro pripraviti na tako zadevo. Zdaj, zakaj večini, oziroma zakaj veliko in učencem in staršem NPZ lahko povzroča pač nek stres? Tukaj izhajamo iz tega, da
ima marsikdo nejasna pričakovanja, ne? Tudi zelo različno se v šolah pogovarjajo o NPZ-ju, kakšni učitelji ga sploh kaj dosti ne omenjajo oziroma mu sploh ne povzročajo, ne poudarjajo veliko pozornosti na NPZ, kakšni strašijo otroke z NPZ-ji. Tako da tukaj se zadeve zelo razlikujejo in tudi različna pričakovanja potem imajo in otroci in starši. A ne? Kdaj tudi starši preveč pritiskajo na otroke, ali pa si otroci sami povzročijo nek pritisk in se čutijo, da se morajo pa tukaj res neskončno izkazati in si v bistvu sami naložijo neko to dodatno breme. Tako da tudi tukaj je fino, da se recimo doma pogovorimo o tem, a ne. Da vprašamo otroke naše, kakšna imajo oni pričakovanja, ali pa kako bi se oni česa tazga lotili, in tako da v bistvu vse skupaj vzamete kot neko obdobje učenja za več stvari, ne? Da ni to samo, aha, to snov se moraš naučiti in to je to, ampak da kot cel sistem, a ne, kako se pripraviš na eno tako stvar, da se lahko to pogovorite. Pogosto lahko stres povzroča tudi to, da je pač napačna priprava na test. Tega se bomo malo kasneje še lotili, bom šla čez te pogoste napake, no, ki jih učenci delajo pri pripravi na NPZ. Format je pogosto neznan, tako kot sem rekla. Kakšni učitelji se res ne posvečajo kaj dosti NPZ-jem in se prav posebej ne pripravljajo na te teste. In potem lahko marsikoga preseneti, ker je pač format NPZ-ja drugačen kot testi, ki jih rešujejo v šoli. In jih to že lahko zmede, a ne? Lahko, da sploh ni problem znanje, da bi to vse čisto v redu znali rešiti, sam jih pač mal iz te razpravi to, da je na drugačen način sestavljen test in pač to lahko predstavlja potem nek problem oziroma stres in to blokira pol, da bi pokazali tisto znanje, ki ga sicer imajo, a ne? In seveda to, kar smo se že pogovarjali, pritisk okolice, zdaj lahko je to od učiteljev oziroma šole kot take, lahko so starši, lahko si sami sebi delajo neka visoka, previsoka ali pa tudi preniska pričakovanja. Tako da to so nekako te zadeve, ki se je pomembno jih zavedati, no, in se jih lotiti na pravi način. Zdaj pa najpogostejše napake. V bistvu so 3 napake, ki jih jaz vidim vsako leto, da se najbolj pogosto pojavljajo. Prva je, da je snovi veliko, a ne, za NPZ-jev. Fokus je seveda problem pri mlajših generacijah, mislim, se je tudi že pri naših, no. Predvsem pa neko nestrukturirano učenje, ne? Da se učijo vsega pomalo, v resnici pa pol ničesar zares dobro ne utrdijo. Tako da je treba se zorganizirati, no? Da imajo pred sabo sploh en pregled snovi, katere zadeve preverja NPZ in da si potem razporedijo, ne? Kaj se kdaj učijo, kako se bojo učili in tako naprej. Tako da organizacija je tukaj ključ, da se lahko dobro pripravijo na NPZ. Druga zadeva, se pravi, potem, ko si zorganizirajo snov, a ne, je pa pomembno, da se tudi učijo na pravi način. To je tudi zadeva, ki se je pač v šoli niti nimajo časa veliko lotevati, a ne, to je to učenja, se pravi, kako se dejansko naučiti snov, kaj dejansko delati z njo. In recimo, če ne vem, sam beremo neke zapiske, nam to sicer daje občutek, da skozi nekaj delamo, pa se učimo, pa ja, sam potem, ko pa, ne vem, pridemo na test ali pa ko hočemo sami nekaj ponoviti, pa ne steče, a ne. V bistvu branje zapiskov je super kot neko pridobivanje znanja, sam ni pa to učna tehnika, ne. Težko si zapomnimo kar vso osnov, če samo prebiramo zapiske. Informacije seveda si zapomnimo, sam na drug način jih je potem zvaditi treba, a ne. In se pravi, da ni učenje pasivno, ampak da je aktivno, se pravi, ko mi neko snov pridobimo ali pa jo že znamo, pa jo hočemo samo ponoviti, jo ponovimo na aktiven način. To pomeni, da, ne vem, si delamo učne kartice, a ne, te flashcards, pa jih samo obračamo, zato da vidimo,
sami iz glave znamo potegniti odgovor, ne pa da ga prebiramo skozi, a ne pač v zapiskih ali pa v učbeniku. Ali pa da, ne vem, če imate starši dovolj časa in energije, da ste zraven, recimo lahko, a ne, otrok, ki si nekaj prebere ali pa nekaj ponovi, ne vem, zapre zapiske, zapre učbenik in recimo staršu razloži to snov. Vedno, če znamo mi tisto snov, v kateri smo se učili, razložiti nekomu drugmu, potem jo res znamo. Potem znamo sami, a ne, potegniti te pomembne informacije. Če se nam pa vse čas zatika, pa pomeni, da še nismo dobro utrdili snovi. In tretja zadeva, kar pri vas očitno ne bo panike, priprava v zadnjem trenutku. Glede na to, da ste se danes tega učili, udeležili, je že zelo dober znak, no, da ne paničarite zadnji trenutek, ker časa je še dovolj, da se učenci dobro pripravijo na NPZ-je, ampak ja, takrat je res ne vsega naenkrat preveč in se tudi snov ne more usesti tako, kot bi se mogla oziroma kot se lahko, če se pravočasno stvari lotimo. Vse to vsi vemo. Marsikdo od nas zadnji trenutek dela kakšne stvari, ampak če pa se na take večje, pomembnejše zadeve, če pa si malo več časa vzamemo za pripravo, pa smo veliko bolj mirni lahko potem takrat, ko pride preizkus. Tako, zdaj, kakšna je pa pametna priprava na NPZ? Zdaj, to je lahko za kjerkoli predmet, a ne, to je čist splošno govorim. Se pravi, da se najprej pregleda snov, da najprej pogledate, kire snovi pridejo v poštev za NPZ. Mi bomo naredili še dodatne webinarje z našimi učitelji za slovenščino pa za matematiko, tako da predvidoma bojo konec tega meseca te webinarji. Se pravi, da pregledate snovi, kaj pride v poštev, kaj ne, kjer je pač ta glavni del oziroma kire snovi pač se morajo naučiti ali pa jih ponoviti. Potem je ta aktivna vaja, o kateri sem prej že govorila, ne? Se pravi, da aktivno s to snovjo nekaj delajo, da ni, da pač samo berejo zapiske ali pa gledajo miselne vzorce, ampak dejansko te stvari potem zaprejo in sami probajo priklicati to znanje. Super je, če rešujejo tudi kakšne stare NPZ pole, zato da spoznajo format testa in da vejo, kako potem dejansko vaje na NPZ-ju izgledajo oziroma naloge na NPZ-ju izgledajo, zato da se potem ne ustrašijo, ne? Ko pridejo na sam test, da jih pač te zadeve ne presenetijo, ampak da jim je že jasno, kaj lahko pričakujejo na testu, kakšne bojo naloge, kako izgledajo in kako se jih lahko lotijo. Seveda s tem, ko rešujejo recimo stare teste, ko aktivno ponavljajo snov, si hkrati gradijo tudi samozavest, ker vidijo, aha, se jaz rešujem stare NPZ-je, se jaz vadim, pa mi gre. Se pravi, se ta strah pred tem neznanim oziroma pred tem testom, ki jih čaka, manjša. Ker pridobivajo na samozavesti, ker vidijo, da delajo nekaj za to, da so pripravljeni, da so zorganizirani in se to zelo hitro, ta stres se potem zelo hitro lahko zmanjša in tudi pride do tega, da se pač umirijo in da jih to toliko ne skrbi več. Fino je seveda, no, če ste odprti za take zadeve, da si učenci tudi sami neke cilje, a ne postavijo. Pa ni to nujno, ne vem, koliko točk želi nekdo doseči na NPZ-ju, ampak mogoče že to, da pač ja, je cilj, da prideš na tisto šolo, ki ti je prva izbira, naprimer, ali pa kaj takega, ne. Se pravi, da si pač, a ne, to je tudi neka priprava na življenje v smislu, da a ne si lahko vedno neke cilje postavljamo in delamo zato, da k njim stremimo oziroma da jih pač želimo doseči, a ne. Tako da je fino, če si jih zapišejo nekam, mogoče nalepijo nekam na steno ali pa v kakšen zvezek ali pa kaj takega, zato da vejo v bistvu s kakšnim namenom, a ne, se učijo ali pa se pripravljajo na NPZ ali pa karkoli takega. Tako da to je vedno ena taka tudi dobra motivacija, no, lahko za učenje. Zdaj, tako kot sem na začetku povedala, mi imamo že približno 10 let izkušenj z učenci in pripravo na NPZ in dijaki in pripravo na maturo.
In zaradi tega smo se tudi odločili pred 2 letoma, da naredimo en tak program, Rasturi na PZ se imenuje. In smo v bistvu ga naredili za ta dva glavna predmeta, no, ki jih vsi pišejo, se pravi matematiko pa slovenščino. Bom vam tudi pokazala, kako izgleda. Gor smo dali ravno to, o čemer sem prej govorila, ne? Vsa ta organizacija, kje snovi pridejo v poštev, stare NPZ pole, neki povzetki, neke ključne zadeve za vsako snov, nasveti za učenje, motivacija in vse to smo v bistvu združili v en program. In sicer dobijo gor učenci video razlage snovi, ki je pač potrebna, ki jo NPZ preverja. Se pravi, imajo zelo dober pregled, a ne, kje snovi pridejo v poštev in čemu morajo več pozornosti posvečati. Potem so gor stare NPZ pole rešene, kjer so tudi videi z pač postopki reševanja. Se pravi, da oni vidijo, aha, ta naloga, recimo ne vem, pri matematiki, a ne drugo je, a ti vidiš samo rešitev, a ti vidiš celo razlago postopka, da vidiš, kje tudi lahko vmes, še v postopku točke dobiš in kako prideš pač do tega rezultata, na kakšne poti so do tega rezultata. Potem so gor zapiski s povzetki snovi, to so tudi naši učitelji naredili, se pravi, da vejo točno, katere snov oziroma katere so tiste ključne stvari, ki so res pomembne. Te zapiske se lahko tudi zloada, se jih lahko natisne, če se pač rajš iz papirja učijo oziroma da imajo pač to za nek dodatek zraven. Gor so tudi nasveti za učenje in pripravo na NPZ, se pravi, kako se lahko tistih pol lotevajo, kaj preverjajo, kakšne vrste nalog se pojavljajo in kako se lahko vsake različne vrste nalog lotijo na NPZ, se pravi neke te strategije reševanja. In na koncu sem pa še jaz, no, pri vsakem predmetu sem pa jaz dodatno še posnela en tak motivacijski video, da ga pogledajo, ne vem, par dni ali pa dan pred testom, da jih malo zmotiviramo in jim vlijemo še dodatno samozavest. Tako da bom zdaj na hitro pokazala še, kako izgleda to, da si boste malo lažje predstavljali. In sicer, evo, tukaj le recimo prvi matematika. Torej, dobijo uvod, se pravi najprej neke splošne informacije o NPZ-ju iz matematike, potem je tukaj PDF s formulami, ki so pomembne, ki jih je potrebno poznati za NPZ iz matematike, nasveti za pripravo, pa nasveti za tisti dan pisanja oziroma večer pred pa dan pisanja, da si lahko pogledajo, imamo pa tudi za zloadati en tak study planner, ki si ga lahko tudi natisnejo, a ne, da si sami lahko malo bolj zorganizirajo vse skupaj. Potem so tukaj rešene stare NPZ pole in zraven video razlage rešitev. Potem je pa tukaj naša učiteljica Anja za matematiko pripravila primere najpogostejših vaj iz starih NPZ-jev in jih porazdelila po snoveh skupaj. Se pravi, če želijo recimo vaditi naravna števila, so tukaj v bistvu videi vseh nalog, ki so se pojavljale v zadnjih letih na NPZ-ju iz naravnih števil. Tako da lahko prav po tematskih sklopih vadijo. Recimo, a ne, da se jaz, ne vem, danes moram ponoviti dolomke in potem namesto, da grem reševati stare maturitetne pole, kjer so pač ful različne snovi, a ne, lahko gre sem in rešuje samo vaje iz starih NPZ pol na temo ulomkov, na primer. Tako da tukaj so pa potem snovi. In so lepo razložena naravna števila, naprimer, vedno imajo na voljo zapiske, da si jih natisnejo oziroma pač zloadajo kakorkoli in potem imajo še v parih videih tako kratko, jedrnato, pa zelo jasno in strukturirano razloženo snov. In tlele ob strani lahko vidite, katere vse te snovi so. Potem so pa še dodatne naloge za vajo, ki jih pač lahko rešujejo. Vedno so pač vaje, torej čist splošne in zraven še rešitve in tudi razlage. In potem še ta zadnji video,
z nekimi zadnjimi nasveti, motivacijo, kaj lahko naredijo, da bojo čim bolj zbrani na testu in se dobro počutili, no, kako rešujejo. In v bistvu enaka struktura je tudi za NPZ iz slovenščine, torej vedno imamo uvod, kaj je treba vedeti o NPZ-ju. Torej, matematiko je pripravljala učiteljica za matematiko Anja, NPZ pa naš Žiga, ki je tudi učitelj slovenščine na eni izmed osnovnih šol. Tako da smo res do potankosti naštudirali NPZ-je, pa res izluščili tiste pomembne stvari, ki jih potrebujejo učenci, da se dobro pripravijo na njih. In tukaj so ravno tako rešene stare pole in seveda pomembna snov od jezika do slovnice, do književnosti. Pri književnosti sicer imamo nekaj videov, bolj o tej literarni teoriji, ampak drugače pa za obdobja, recimo, smo pa tudi zapiske pripravili. Tako in na koncu seveda še potrebna motivacija pred testom. Takole, zdaj pa se vrnem na svojo tole predstavitev. Tako. Komplet, če bi želeli vzeti oba predmeta skupaj, se pravi slovenščino in matematiko, je cena trenutno znižana na 120 evrov. To je cena parih ur inštrukcij, ne vem, 4-5 ur inštrukcij, v katerih blazno veliko ne bi mogli narediti, tukaj imajo pa res kadarkoli na voljo vso snov, strukturirano organizacijo, motivacijo, res vse, kar potrebujejo, no, imajo na enem mestu. Drugače pa en predmet je pa 60 evrov. Tako da tlele je QR koda na našo spletno stran. Če koga zanima, je gor tudi na strani že znižana cena, tako da niso potrebne nobene kode ali pa karkoli. Če pa koga še karkoli dodatnega zanima, pa absolutno, tako kot sem rekla na začetku, mi lahko napišete vprašanja ali pa nam tudi pišete na mail, nas pokličete, dosegljivi smo vse povsod, tako da, evo. Eno vprašanje je že prišlo. Nekoga zanima, če je naša nova aplikacija plačljiva in katerem predmetu je namenjena. Se pravi, to, kar sem zdaj razlagala, je ta program Razturi NPZ in tukaj sta slovenščina in matematika. Novo aplikacijo, WiseEd, imamo pa za vse predmete, tako da tam so pa pač tudi vsi ostali, ki so recimo še tisti tretji predmeti na NPZ-ju in tako naprej. Tam je pa, torej so vsi predmeti, je pa plačljiva, ja. Oziroma učenci jo lahko preizkusijo ali pa starši, no. Se pravi, je pač ta free trial, tako da lahko v bistvu brezplačno vsa ta različna orodja, ki so na aplikaciji, preizkusijo. In cena je pa drugače za celoletni dostop tudi zdaj znižana iz 250 na 99 evrov. Tako. Naslednje vprašanje. Omenjala sem, da se učenci fokusirajo na določen del snovi. Ali obstaja kakšen uraden seznam, kateri del snovi se pri NPZ-ju preverja? To je v bistvu recimo že to, kar sem zdaj pokazala v tem našem programu, ne. Mi smo že dali iz RIC-a vse sezname, vse načrte smo pregledali in je dejansko zelo jasno, ne, v teh NPZ katalogih, katere snovi pridejo v poštev za NPZ iz pač specifičnega predmeta, tako da ja, pač so zelo jasne snovi in tudi po teh snoveh smo se mi orientirali in naš program pa pripravili, tako da so tam tiste zadeve, ki jih pač morajo poznati za NPZ. Še eno vprašanje. Ali bomo dobili informacije za webinarje z učitelji na mail? Ja, bomo vam poslali, pač tisti, ki ste danes na webinarju, boste dobili obvestilo, kdaj bomo imeli še tiste webinarje za posamezne predmete z učitelji, tako da brez skrbi boste dobili obvestilo. Še eno vprašanje. Zanima me uraden seznam in ne znotraj vaše aplikacije. Ja, na RIC-u so uradni seznami. Mislim, da se imenuje ali pregled znanja, katalog za NPZ,
Če greste na RICU pod nacionalne preizkuse znanja, najdete tam vse sezname, ki pač so itak javno dostopni. Tako, evo, zaenkrat sem na vsa vprašanja odgovorila. Če ima še kdo karkoli, vabljeni. Seveda pa nam lahko tudi kasneje, a ne, napišete na mail oziroma pokličete tudi na telefon, če boste imeli še karkoli dodatnega za vprašati. Tako da ja, če ni dodatnih vprašanj, pa evo, jaz sem se lepo držala časovnega okvira, ki sem si ga zadala. Tako da hvala, da ste si vzeli čas, hvala, da ste prišli in vso srečo pri pripravi na NPZ in potem na samem testu. Nasvidenje.